Peter, hvala za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, drage gledalke in gledalci na Facebooku, ker imam zelo malo časa na razpolago, 10 minut bom kar začel s svojim prispevkom. Prvič bom na kratko predstavil madžarsko revizionistično politiko, nato bom pa spregovoril o zasedbi Prekmurja, prvič s strani Nemcev, nato o predaji oblasti Madžarom. Predstavil tudi zelo na kratko poglede različnih narodnosti v Prekmurju na madžarsko oziroma nemško zasedbo, ter zaključil z uvedbo vojaško in pa nato civilno upravo v Prekmurju za strani Madžarov. Torej, madžarski revizionizem se je rodil leta 1920 v Trianonu v Parizu. Na podlagi trianonske mirovne pogodbe je namreč več kot 3 milijone Madžarov pristalo v sosednjih državah. V bistvu za vse družbene sloje, kako tudi za vse politične sile in pa stranke, ta pogodba ni bila sprejemljiva na Madžarskem. Kljub temu pa o uradni revizijski politiki na Madžarskem lahko govorimo še od leta 1927, ko Madžarska prvič podpiše pogodbo o prijateljstvu z Italijo oziroma ko pride do ukinitve nadzora Društva narodov nad madžarskim proračunom. Na prve dejanske uspehe madžarske revizije je bilo potrebno počakati vse do leta 1938, ko novembra 1938, ko Madžarska s pomočjo Nemčije in Italije, sedaj smo v času po Münchenskem sporazumu, pridobi južne pokrajine današnje Slovaške z večinskim madžarskim življem. Nato leta 1939 pridobijo tako imenovano Podkarpatje, pa Podkarpatski Rus, z Moskve gledano Zakarpatje, leta 1940 Severno Transilvanijo in kot zadnja točka v tej revizijski politiki je pa pridobitev tako imenovane južne pokrajine za madžarsko del Videk, torej to so pa področja bivše kraljevine Jugoslavije, torej Bačke, Baranje, Međimurja in pa Prekmurja. Kot je razvidno iz legende tudi desno zgoraj, so leta 1941 Madžari popisali prebivalstvo na teh tako imenovanih južnih področjih in so v tej pokrajini popisali 1.145.000 prebivalcev, od tega je bilo le 32% Madžarov, ostali so bili predvsem pripadniki Nemcev, Srbov, nato Nemcev, Hrvatov in pa seveda Slovencev. Če pogledamo zemljevid, etnični zemljevid Prekmurja in Porabja z leta 1941, vidimo, da v bistvu v srednji del Prekmurja, v srednjem delu Prekmurja so živeli Slovenci, na vzhodu, torej desno na zemljevidu imamo, zdaj bom pokazal, se nahajala naselja z madžarskim življem, levo pa naselja z nemškim življem. Leta 1921 je bilo v Prekmurju na podlagi popisnih podatkov okoli 81% Slovencev, 15% Madžarov, 3% Nemcev, pa nekaj ostalih, torej predvsem Hrvatov. Ta razmerja med etničnimi skupinami so ostala tudi do leta 1941, mogoče malo prid Slovencev zaradi naselitve primorskih kolonistov. Prekmurje so vojaško zasedli Nemci in to že 6. aprila 1941. Nemške enote so v bistvu madžarsko, jugoslovansko, nemško mejo prestopili na več lokacijah. Glavni udar pa je izvedla enota, ki je prihajala iz Radkersburga prek Zenkovec, ki je udarila proti Murski Soboti. V dopoldanskih urah so Mursko Soboto že zasedli. Po popoldanskih urah je pa ta enota potem nadaljevala svojo pot in je prispela prek Beltince do Lendave in tam postavila stik z madžarsko mejo. Prihod nemških enot v Prekmurje so seveda naklonjeno sprejeli pripadniki nemške manjšine, ki so, kot sem že omenil, živeli na severozahodnem delu Prekmurja in sicer v naseljih Fikšinci, Kramarovci, Ocinje in pa v zaselku Rotenberg, ki je pa del Serdice. Prihod Nemcev prek pokrajino na levem bregu Mure so po poročanju sogovornikov pripadniki madžarske manjšine hladno sprejeli.
kot je zapisal Ferdo Godina, Madžari v Prekmurju svojo pripadnost so pokazali tako, da so obesili madžarske zastave. To je bilo, ko je ta prej omenjena nemška vojaška enota prispela v Lendavo. Ko so 10. aprila v Zagrebu razglasili neodvisno državo Hrvaško, je to za Madžarsko in Hortija pomenilo, da jih več ne veže sporazum o večnem prijateljstvu med Jugoslavijo in Madžarsko, ki je bila sklenjena decembra prejšnjega leta, in da je za njih Jugoslavija formalno pravno prenehala obstajati. Že naslednji dan so madžarske vojaške enote začele s podiranjem v Bačko in Baranjo, zanimivo pa, da v Međimurje in pa v Prekmurje zaenkrat še ne. Na novico, da so enote madžarske vojske prestopile jugoslovansko-madžarsko mejo v Vojvodini, na to novico se je odzvalo prebivalstvo v vzhodnem delu Prekmurja. Tako so 13. aprila delegacije 32 naselij iz vzhodnega dela Prekmurja, med njimi 22 naselij z madžarskim večinskim prebivalstvom in 10 naselij z slovenskim prebivalstvom, v Lentiju podpisalo zapisnik, na madžarskem, v katerem so Madžarsko in njenega voditelja Hortija prosili, naj zasedejo Prekmurje. V zapisniku so priložili tudi seznam z 835 podpisi. Čeprav se je nekaj Slovencev, oziroma nekaj delež Slovencev veselil prihoda Nemcev, oziroma kasneje Madžarov, to so bili predvsem sezonci, ki so delali v Nemčiji in so pač bili pod vtisom nemške nacistične propagande, pa je velika večina prekmurskih Slovencev prihod starih ali pa tudi novih gospodarjev sprejela, če že ne sovražno, pa vsaj z velikim nezaupanjem. Nemci oziroma nemška vojska so madžarski vojski Prekmurje izročili 16. aprila na svečanosti v Murski Soboti, to so fotografije svečanosti v Murski Soboti. Zgoraj tu pa je ta prej omenjeni zapisnik, v katerem so se pač delegacije 32 naselij podpisali tudi in pa so prosili pač Hortija naj priključijo Prekmurje k Madžarski. Torej, tu smo že spet nazaj, sem se vrnil na 16. april, ko so Nemci, kot sem že omenil, predali Prekmurje Madžarski, razen že prej omenjenih 3 naselij. Desno pa vidite fotografijo z praznika, ki je bil, v bistvu to je bil prvi praznik o priključitvi Prekmurja k Madžarski 29. junija leta 1941. Še nekaj fotografij iz teh svečanosti 16. aprila, levo je Lendava, jaz potem še ena razglednica. Tudi po naseljih so postavili take improvizirane slavoloke, desno pa, kot lahko vidite, je vlak, ki je prvič pripeljal v Lendavo, Dolgo vas, oziroma potem kasneje tudi v Lendavo, ko so postavili, ponovno zgradili mostove na potokih v okolici Lendave. Mejo med Madžarsko in Nemčijo so ponovno zarisali tam, kjer je potekala v času Avstro-Ogrske monarhije oziroma še prej v srednjem veku, torej na reki Muri in na Kučnici, na potoku Kučnici. Torej, razen, kot se že prej omenil, 3 naselij na severozahodnem delu pokrajine, to so te 3 naselja. Pri postavljanju meje pa se v teh predeljih, torej v tem predelu, v severozahodnem delu Prekmurja, pa se niso preveč ozirali na prebivalstvo. Tako se je recimo zgodilo, da pri meji med krajema Gerlinci in Fikšinci so eno družinsko posest razbili na 2 dela, to nam je enem domačin povedal na terenskem delu, tako da je v bistvu hiša družine ostala na madžarski, pristala na madžarski strani, dočim pa gospodarsko poslopje z štalami vred pa je prispelo v Nemčijo in v bistvu tudi naslov referata izhaja od tega, da je bila hiša na madžarski, hlev pa na nemški strani. Nova meja je ostro zarezala v slovensko narodno telo, saj je reka Mura v bistvu meja, ki je bila postavljena na Muri in pa tudi potem na Kučnici, ločila prekmurske Slovence od Slovence na Štajerskem oziroma v srednjem delu države oziroma Slovenije. Po drugi strani pa moram poudariti, da je izginotje meje v bistvu pomenilo ponovno združitev porabskih Slovencev in pa Slovencev v Prekmurju v eni isti politično-pravni enoti.
To je zemljevid, levo je zemljevid Porabja z temi 9 naselji, kjer živijo Slovenci na Madžarskem oziroma na Porabju, desno pa je cerkev v Gornjem Semniku, kjer je katoliška cerkev in ta, bom tako rekel, ponovna povezanost med Prekmurci in Porabci se pokazala tudi v tem, da se je v tem času, v teh 4 letih okupacije se je zelo povečalo, ponovno se je zelo povečalo število porok med porabskimi in prekmurskimi Slovenci. Čeprav je madžarska okupacijska oblast s svojim ravnanjem poskušala na svoj osam pridobiti Prekmurce staroselce, pa je del levo usmerjenih Prekmurcev oziroma domačinov v okviru Osvobodilne fronte in pod vodstvom Štefana Kovača začelo z odporniškim gibanjem. Izvedli so več sabotaž propagandnih akcij, vendar že jeseni leta 1941, torej oktobra, so Madžari oziroma madžarske policijske enote skupaj z detektivsko službo razvile to odporniško gibanje. Glavnega voditelja Štefana Kovača so ubili v enem boju v Gančanih, torej v enem naselju tukaj v Prekmurju. 2 druga partizana pa so potem obesili na dvorišču Soboša viaduka, kot lahko vidite na tej fotografiji. Na kar bi vas opozoril pri tej skici, ki je levo na PowerPoint prezentaciji, je takoj prva omemba, prva akcija, sabotažna akcija, ki je bila izvedena 21. aprila 1941, torej takoj v bistvu po prihodu madžarske oblasti. Skratka, še nekaj za konec, da madžarska vojaška uprava, torej Madžari so uvedli vojaško upravo s 16. aprilom 1941, avgusta so pa potem to vojaško upravo predali civilno, oziroma so uvedli zamenjali z civilno upravo in vse to pa je 16. decembra 1941 potrdil tudi madžarski parlament in s tem se v bistvu nekako pravno formalno končalo to vpeljavanje civilne uprave oziroma Prekmurja v madžarski politični sistem. Hvala za pozornost, sedaj pa prepuščam besedo Darji. Torej, nadaljevala bom tu, kjer je zaključil kolega Atila. Bom nekaj stvari preskočila. Torej, omenil je seveda vpeljavitev uprave civilne, vojaška je prenehala. Tukaj imate vest o prenehanju vojaške uprave, objavljene torej avgusta 1941. Decembra so potem to potrdili v madžarskem parlamentu. Zdaj, kakšni so bili sentimenti okoli madžarske oblasti, torej najprej vojaške, kasneje pa torej civilne. Madžari so seveda to, oziroma to oblast zelo z velikim veseljem pozdravili. Mogoče je to najbolj očitno z določenimi karikaturami, vendar ta karikatura, ki jo tukaj vidimo, je delo domačina Slovenca, Prekmurca. Na sliki desno ni sicer torej fizično izvirna oseba, ki bi naj bila produkt potem na karikaturi levo, vendar ko sem iskala recimo še druge podobe madžarskega žandarja, seveda bi najprej nekdo takoj pomislil, da gre za italijanskega, tudi trikolor je dosti podoben, kar se tiče obeh zastav, torej italijanske in pa madžarske, pa vendarle, perja niso nosili zgolj Italijani. Mogoče toliko drugačen vidik, kako so se sicer umetniki odzivali na prihod, torej oziroma na madžarsko okupacijo. Veliko bolj kot ta karikatura pa je večini so poznani torej plakati oziroma posterji pogovorno. Tukaj je plakat Južne pokrajine vrnjene oziroma vrnitev južnih pokrajin avtorja Nemeta Nandorja z leta 1942, torej že nekaj mesecev po okupaciji. Kdo in kaj je bil, si lahko tudi preberete desno, skratka, bil je na liniji z oblastjo. Še glede plakata, bolj klišejsko ne bi moglo biti, desno spodaj Klasje, žitnica madžarske Evrope, če odštejemo Ukrajino in še kaj, in pa seveda Štefanova krona na sredini levo. Torej, to so bili propagandni plakati, ampak ponovno opevali so seveda, se pravi, končno, torej popravo krivic Trianona, kar je že Atila omenil. Sporedno s tem je pa potem s vpeljavitvijo torej civilne uprave, je pa seveda šlo klasično, kot to počne okupator, s preimenovanjem torej ulic ali vesnic v tem primeru.
torej vasi prekmurskih, ni tukaj sicer navedene Murske Sobote, ampak dobro, Murska Sobota, Murasombat. Skratka, vrnilo se vse v stanje, kot je bilo pred letom 1919. Mogoče še, ker je kolega omenil porabce, no, tudi porabci so začeli potovati, recimo vzpostavljena je bila avtobusna povezava na relaciji Velika Kanaža oziroma Načkaniža, Donja Lendava, Murska Sobota, in povezava je stekla tudi med Monoštrom in pa seveda Mursko Soboto, se pravi novi vrstni redi in pa tudi poimenovanja krajev, kamor so ljudje potovali. Zdaj, gospodarstvo, seveda, teče življenje drugače med vsako od vojn oziroma okupacij. Poleg te železniške povezave in pa avtobusne so nastale težave, kajti Prekmurci so se največ izseljevali, to je že v obdobju med obima vojnama. Delali so seveda tudi na posestvih na Madžarskem, no in pred seboj imate zapis Ivana Škafarja. Izbrala sem ta zapis zgoraj, kolikor ga ne prekriva ta nesrečni kvadratek, piše: ta vojna je stavila naše izseljevanje oziroma ustavila je naše izseljevanje, torej Prekmurcev. Škafar je bil sicer duhovnik, katoliški in pisec zgodovinskih del, no in omenil je to torej v kontekstu tega, kako se zdaj seveda z vzpostavitvijo madžarske oblasti vse spremenilo. Je pa bil tudi Škafar sam izseljenec in sicer v ZDA v otroških letih, potem se pa vrnil torej nazaj. Nekoliko vidite, da je črkopis seveda drugačen, no in jasno, to je bilo posledica seveda tudi dejavnosti društvenega življenja oziroma politika društva za madžarizacijo, bi lahko rekli, gre za madžarsko prosvetstveno društvo za Vénsko krajino, Vén vidéki magyar egyesület, se pravi za društvo, ki je pravzaprav generiralo, tudi sofinanciralo izdajo tiskov, ki so izhajali z madžarskim črkopisom, torej šumniki klasični so nekako odpadli, strešice na č, in ž, torej ni gajce. In vsebine so bile pravzaprav na trenutke celo duhamone, splošne novice iz širše Madžarske in nekaj lokalnih novic, no te so bile seveda tiskane oziroma pisane v prekmurščini ali, kot so oni rekli, venščini. Torej, to je to društveno-kulturno življenje se je nekako vzpostavilo, kot je bilo pred okupacijo. Kar je pa bolj pomenilo, pa prej sem že omenila gospodarstvo, pa mogoče torej še v tem kontekstu združila bom tako primer torej močnih torej obratov, ki so nekako tudi kapital prinašali v samo Prekmurje, prvenstveno v tem primeru v Mursko Soboto, seveda tudi kaj v Lendavo, no to je pa znameniti tovarnar Josip Benko. In na levi imate seveda oglas za njegove izdelke, prekrojeno meso, svinjske nogice in tako dalje. Pred okupacijo koledar pomeni, da je anualno, torej letno izhajal, Srce Jezusovega, tudi tako se je naslovnica, je bilo zapisano na naslovnici tega koledarja, večstranskega, na desni pa seveda že vidite, da se SZ recimo se že pojavlja in Murasombat namesto Murska Sobota. To so čisto take osnovne primeri, značilni za vsa okupirana torej ozemlja. Torej nekaj malo novic, oglasov, razglasov in tako je bilo torej tudi kasneje tudi v izobraževalnih ustanovah, v šolah, podobno s črkopisom, se opravičujem. Skratka, Madžari Prekmurcev niso priznavali torej matičnih prebivalcev kot avtohtonega kot Slovence in v skladu s to svojo vensko teorijo, katero je generiral že prej omenjeno Društvo za Vénsko krajino, so jim priznavali le, da so pač slovenskega rodu. Prepovedali so jim knjige, madžarski tiskih, potem učitelji prišleki, ki so seveda semkaj prišli med obima vojnama, kar naenkrat niso mogli dobiti zaposlitve ali pa pravzaprav so bili čez noč odpuščeni. Nekaj si jih našlo zaposlitev tudi na hrvaški strani, kajti na hrvaški strani
Šolajoči, kakor so se pač učenci učili, so se učili v madžarskem jeziku. Na osnovni šolski stopnji je sicer prihajalo do kombinacije venščine ali prekmurskega jezika, na gimnazijski stopnji ali srednješolski stopnji, pa je bila večina učnega gradiva že v madžarskem jeziku. V praksi je to tudi še pomenilo, da so recimo obeleževali praznike, ki so izhajali iz madžarske zgodovine, od svetega Štefana dalje. Tako da nekako vzpostavilo so se razmere, kot so bile dobrih 20 let nazaj. Judi, stanje z Judi je bilo v začetku, bomo rekli, netežavno, potem pa so prekmurski Judje doživeli usodo, kot so jo tudi drugod na okupacijskih ozemljih širom Evrope. Na fotografiji je notranjščina soboške sinagoge oziroma izraelitskega templja. Nadaljevala bi z zgodovino Judov. Leta 1944, potem ko je Nemčija napadla Madžarsko, se je njihova usoda nekako zaključila tako, večina jih je pomrla v Auschwitzu-Birkenau. Zadnja preživela Judinja pri nas, gospa Erika Fürst, je v tem posredovala že številna pričevanja. Za primerjavo, leta 1939 je bilo v Prekmurju, in sicer v Murski Soboti, 270 Judov in 210 v Lendavi, 210 v Murski Soboti in pa 288 v Lendavi, vrnilo se jih je okoli nekaj 30 Judov. Tudi soboški rabin Lazarod ni preživel. In ob omembi Judov in navsezadnje holokavsta kot takšnega, ne moremo mimo Porajmosa, uničenja Romov, pa tudi Sintov, o tem se veliko govori v zadnjih letih. Točne številke žrtev nimamo, ampak za prekmurske Rome so se v zadnjih letih začeli pojavljati podatki Zveze Romov Slovenije. Večina Romov, 27 Romov iz Prekmurja je bilo odvedenih v madžarska taborišča. Navedene so tudi imena 6 Romov, ki pa so bili recimo 27. februarja 1945 ustreljeni kot talci, o čimer priča še en katoliški duhovnik, to je pa gospod Ivan Jerič, ki je pravzaprav bil tam, da jim dal na koncu, bomo rekli, zadnji blagoslov, preden so žal umrli oziroma bili pobiti. Odporniško gibanje je omenil že kolega Atila, omenil je Štefana Kovača. Tukaj mogoče, kolikor se vidi del na zaslonu, skratka, postavili so mu spomenik v Murski Soboti v leta 1953. Če greste skozi Mursko Soboto, zdaj tega ne boste tako dobro videli, lahko vidite pred soboško kinodvorano kip oziroma spomenik, odkrit novembra oziroma decembra, v začetku decembra leta 1953. Ni bil edini, ki se je pridružil oboroženemu odporu, kajti v primeru oboroženega odpora Prekmurcev, za njega lahko rečemo, da je do leta 1944 nekako zamrl. Vsekakor pa sta oddelovali dve manjši oboroženi enoti, četa Lackovega odreda, formiranega na Kozjaku, oziroma Jamesova četa, tako imenovana, ki je prišla iz Štajerske s ciljem vzpostaviti partizansko in pa tudi sicer politično organizacijo oziroma oblast. Potem je pa tu še prekmurska četa, nekoliko kasneje, januarja 1945, na pobudo generala Lada Ambrožiča Novljana. Tako da enote Rdeče armade so v začetku aprila prečile oziroma prešle reko Muro. Ob tem moramo poudariti, imamo sodelovanje Rdeče armade in pa seveda domače partizanske čete. O Rdeči armadi v Prekmurju je bilo že veliko povedanega. Pravzaprav udeleženi so bili sovjetski in pa bolgarski vojaki. Murska Sobota je bila osvobojena 3. aprila, Lendava dan kasneje.
Del fotografij, torej zadnje čase se pojavljajo na eni in na levi strani, če vam je vidno, so na gasilski fotografiji vojaki 2. ali 3. maja 45 v vasi Sotina, če pa vidite desno stran zaslona zaradi tehničnih težav, to je pa fotografija 3 ruskih vojakov v Murski Soboti pred ateljejem, Jeronima Porača, obe jim je posredoval kolega Atila oziroma jih je tudi sam prejel od avtorjev oziroma hraniteljev. Zdaj, v Murski Soboti je bila za nekaj časa vzpostavljena celo mestna oblast pod vodstvom majorja Rdeče armade Fedorja Barsukova. Včasih njim so se prirejale različne proslave, manifestacije, dekleta so zbirale žive za njih in sanitetni material, kakor tudi izvajale se za krvodajalske akcije. Koliko jih je mrtvih, številke, oziroma pač točnega števila ne vemo, številke se gibljejo od 500 do 800, 521 je tista številka, za katero lahko trdimo in so so pokopani oziroma ostanki teh nesrečnikov so bili prekopani oziroma prenešeni na soboško, torej mestno pokopališče. Mogoče najbolj prezentna posledica njihovega prihoda v Prekmurje, ki so ga torej osvobodili, je pa seveda znameniti spomenik zmage na Trgu zmage, središčna točka v Murski Soboti, delo kiparjev bratov Kalin, na eni strani partizanski, na drugi strani pa ruski vojak oziroma pripadnik Rdeče armade. Kar se usode tiče, torej teh, omenili smo Jude, omenili smo Rome, kakšno je bil odziv domačega prebivalstva, navsezadnje pa moramo omeniti seveda tudi same Madžare, po narodnosti živeče v Prekmurju. Seveda ob okupaciji so bili bomo rekli, zadovoljni. No, potem, ko je pa bila vzpostavljena nova oblast, se pravi z osvoboditvijo, torej jugoslovanska, jih je pa kar nekaj zaradi tiste jugoslovanske oblasti bilo recimo interniranih recimo v taborišče Hrastovec, del v taborišče Šterental oziroma stanišče pri Ptuju. Več kot 80% teh madžarskih internirancev je bilo starejših, ženskih in otrok. Vrnili so se pa lahko v rodno, pravi domov, recimo v Prekmurje pa šele septembra 1945. No, zaradi tifusa in drugih nalezljivih bolezni pa jih je umrlo okoli 19. Kako pa je bilo z možno popravo meja, ker se vse vrti okoli meja? Skratka, na pariški mirovni konferenci je jugoslovanska delegacija zahtevala popravek meja z Madžarsko, ampak in seveda tudi priključitev Porabja, ampak niso bili uspešni, tako kot vemo, tudi niso bili uspešni, se pravi, predstavniki delegacije, kar se tiče seveda primorskega dela, torej našega nacionalnega ozemlja. Hvala lepa za pozornost.